Slovenecem, Slovenecem, tako so mati djali, ko so medete pestovali, ko so medete pestovali. Zatorej dobro vim, Slovenecem, Slovenecem, 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 jaz ljubim očetnjavo. Gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povim, Slovenecem, Slovenecem. 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 Lepo pozdravljeni vsi zbrani v Velikih Laščah na protestnem shodu slovenskih kmetov v organizaciji Sindikata kmetov Slovenije. Dobrodošli. Najprej naj se zelo lepo zahvalim pevcu Binetu Devjaku in harmonikarju Domnu Indikarju. Prvega k besedi vabim predsednika Sindikata kmetov Slovenije, gospoda Antona Medveda. Spoštovani kmetice, kmetje, novinarji, ki boste objektivno poročali o današnjem dogodku. Spoštovana kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, lepo pozdravljeni. Zahvaljujemo se Vesel sem, da se vas je toliko zbralo danes, smo tukaj, ker so vsakodnevni ponavljajoči napadi zveri, da to ni več mogoče tolerirati. Zahvaljujem se tudi organizacijam, kateri danes niso mogli biti z nami in ste izrekli pisno podporo. To je vodstvo Kmečke zveze iz Trsta, gospod predsednik Franc Fabec in pa Društvo lastnikov gozdov Pohore Kozjak, Dragica Harič-Šatler. Vesel sem, upravljanje z zvermi, ki ga je politika izvajala pod taktirko tako imenovane stroke v zadnjih 20 letih, je pripeljala do izrednega stanja, ki ga imamo danes. Več stoletij je imela pridelave hrane prednost pri divjadju in zvermi. Lovci oziroma oplenitelji velikih zveri so bili nakrajeni in stimulirani. Veleposestniki, ki so želeli loviti jeleljad, pa so jo morali na svoji zemlji gojiti v oborah. Divjad in zveri na kmetovanje niso imeli bistvenega vpliva.
Odgovorna politika bi morala prepoznati, da se zvari zaradi njihove karizmatične pojave in čustva neosveščenih ljudi zlorabljajo za služenje denarja ozkih skupin z zelo kratkovidnim in neodgovornim pogledom na širše dogajanje v družbi. Razdelitev sredstev se vidi tudi z osnutke nove strategije za medveda. Ker se delijo milijoni strokovnjakom kmetov, ki nosi vse posledice te norosti, pa so namenjene drobtinice. Današnjega varovanja živine s pastirje, kot propagirajo nekateri, ni mogoče primerjati z varovanje s človeško silo izpred 50 let. Takrat je bilo kmečkega prebivalstva 3/4, danes je kmetov samo še 5%. Kmeta potrebno razbremeniti vseh materialnih stroškov in stroškov dela za zaščito pred napadi zveri. Kmetovi sadovi njegovega dela, pridelke in živine ne morejo biti obremenjeni stroški te zaščite, saj na prostem trgu se srečajo s proizvodi kmetov, ki te stroškov nimajo. Kmet s temi dodanimi stroški bil izpostavljen nelojalni konkurenci, ki jo prepoveduje 74. člen Ustave Republike Slovenije. Zveri za slovenski ekosistem niso pomembne, ker dokazuje njihova odsotnost v preteklih stoletjih in območjih brez zveri, kakor so primeri Anglija, Avstralija, Nova Zelandija, pretežni del zahodne Evrope. Zaradi zveri v ozadju divjajo tihi procesi umirjanja kmetij. Če paša na racionalni način v Alpskem in Kraškem ter drugih OMD območjih ne bo mogoča, to je neizogibno vodi v propad kmetijstva na teh območjih in izgubo kulturne krajine. Fanatično varovanje zveri spodbujajo finančni interesi interesnih skupin in nenaravno varstveni nagibi. Večino neosveščenih ljudi, ki to politiko podpirajo, je zavedana in zlorabljena ter okužena s simptomi plišastega medvedka. Sobivanje človeka in zveri v kmetijski krajini ni mogoče, kar je bilo zakonodajno prepoznano že v času Avstro-Ogrske. V Sloveniji je potrebno omejiti populacije zveri in življenjski prostor na zgodovinskih območjih stalne naselitve zveri. Izven tega območja zaščita ne sme veljati, širitve v alpski prostor so nedopustne. Lovci, ki izvajajo odstrel trofejno nezanimivih zveri, je potrebno stimulirati, kajti drugače ne bodo opravili svojega poslanstva. Škodni in škodninski sistem je potrebno v celoti spremeniti, vzpostaviti neodvisne ocenjevalce, materialno škodo je potrebno razširiti na nematerialno. Izpad rejskih razvojnih ciljev kmetije duševne bolečine. Kmeta, lastnika in prebivalca podeželja je potrebno zakonodajno umestiti v prvega in odločilnega odločevalca glede pogojev njegovega bivanja. Trendi škod se ne smejo uporabljati za ocene številčnosti zverjadi, saj ne prikazuje dejanskega stanja. Prenehanje kmetovanja zaradi ponižujočega odziva sistema, škodce škode ne prijavljajo. V škodi ni zajeta vsa škoda in napeljuje v končnem cilju nič kmetov, nič škod. Zahteve sindikata kmetov Slovenije so sledeče. Zahtevamo, da se volkove slovenskega podeželja odlovi in ali opravi odstrel, podpiramo, da se populacija ohrani v ograjenem kompleksih znotraj državnih gozdov. Sindikatov kmetov Slovenije ne pristajamo na to, da bi morali zaradi zveri z mrežnimi ograjami ugraditi celotno slovensko podeželje. Tako kot kmetje dolžni poskrbeti, da naša živina ne dela škode sosedom, tako je država dolžna poskrbeti za svoje zveri, da ne delajo škodo slovenskim kmetom. Zahtevamo, da se v okolji, kjer so trenutno naseljene zveri, ljudem prizna nižja kakovost življenja z davčnimi olajšavami in razvojnimi spodbudami. Sindikat kmetov Slovenije bo naredil vse, da bo slovensko podeželje ostalo obdelano, poseljeno in da bo spet varno. Saj bo le tako atraktivno za mlade, da bodo ostajali na podeželju, da bo slovensko podeželje lahko zagotavljalo, da bo Sloveniji tudi v primeri kakšenkoli izrednih razmer imela zadostne količine hrane. Kultivirano podeželje je eden od pogojev za uspešen razvoj turizma in prostor za kakovostno izkoriščanje prostega časa. Zaradi objektivne odgovornosti za sedanje stanje vsakodnevnih napadov volkov zahtevamo,
Takojšen odstop pristojnega ministra za okolje in prostor, gospoda Simona Zajca. Pa še to. Sindikat kmetov ima stojnico na levi strani. Kaj več o nas lahko izveste, če se pridružite stojnice ali pa se lahko včlanite, podpisujemo tudi peticijo Slovenija naj ne bo zverinjak. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Anton Medved. Sedaj pa vadim k besedi župana Velikih Lašč, gospoda Tadeja Malovrha. Vabljeni. Dobrodošli v Velikih Laščah. A veste, ko sem razmišljal, kaj naj vam povem, pa sem rekel, volk ne živi v pravljici Rdeča kapica, tukaj ne da pa mir. In tisto, kar bi rad, je to, da naj se posluša stroka. To se pravi živinorejska, kmetijska stroka in veterinarska stroka in morda še kakšna. In ne se poslušati tistih, ki živijo v stolpnicah in nikoli v življenju niso videli narave. To se pravi ljudje, ki so neki živaloljubci. Pozivam pristojna ministrstva, okoljskega in tistega za kmetijstvo, da tale shod vzame zelo resno, ker to je jasno sporočilo, kaj želimo in kaj se dogaja v državi. Če bojo ignorirali, to pomeni, da lahko zahtevamo še kaj več, da tudi kdo odstopi. Upam in želim, da bo o tem v tem shodu objektivno poročano, da bo poročano tako, da bodo tudi ostali ljudje razumeli, da imajo kmetje, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z živinorejo, velike probleme, da utrpijo škode, tako materialne kot in nematerialne, in da bo tale shod uspel. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan. Pozdravil nas bo tudi lokalni organizator današnjega shoda, gospod Peter Indihar. Izvolite. Bomo kar skupaj. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Navdušeni oziroma vsi, ki so pristopili k tej organizaciji na pobudo sindikata kmetov Slovenije, vsi so bili pripravljeni sodelovati, tako da vas lepo pozdravljam v imenu vseh sodelujočih in pa upam, da bo prišlo to osnovno sporočilo iz Lašč, da v bistvu mi kmetje, kmetovalci že vsa ta leta smo tisti prvi naravovarstveniki, ker smo ohranili in travnike in gozdove, pa tudi zveri in tudi medveda in tudi volka, tako da zdaj treba pa na državnem nivoju narediti to, da se začne gospodariti. A veste, ker če jaz imam 30 ovc na leto starih, jih moramo 60 prodati, zmanjšati, drugače je štala premejhna. Tako da upam, da to sporočilo osnovno bo prišlo iz Lašč. Se vam zahvaljujem za udeležbo in seveda za aplavz. Hvala tudi vam, gospod Indihar, za te besede. Sedaj pa k besedi vabim podpredsednika Sindikata kmetov Slovenije in v njem odgovornega za področje zveri, gospoda Romana Žvegliča. Lep pozdrav vsem, predvsem tistim, ki ste prišli oddaleč in tudi iz tistega območja, ki nimate problema z zvermi, ker ste pokazali solidarnost. Zdaj, z shodi in protesti, predvsem z shodi je podobno tako kot s pridgo.
ponovadi so tisti, ki bi jih morali slišati, niso prisotni, ne? Ampak jaz upam, da bodo te naše zahteve se danes slišali tudi tisti, ki niso prisotni in ki so odgovorni. Veste, volk je zver in volk ni čebela, ki bi bila opraševalec in ki bi jo tako nujno potrebovali. Res ne vidim nobenega razloga, da nekateri tako zagovarjajo volka bolj kot čebelo. Ne? To je nenormalno in živimo v nenormalnem situaciji. Jaz ne vem, kaj naj vam povem. Zahteve ste slišali, eni jih bodo še povedali. Jaz bi se vsem tem zadevi, ko govorijo, da bo naš shod zlorabljen in da bo protest in delo sindikata zlorabljen politično in kako drugače. Daleč od tega. Sajti vse je politika. Jaz se predvsem tle zahvaljujem Slovenski ljudski stranki, da nam je pomagala, da smo tole organizirali in upam, da je Slovenska ljudska stranka te probleme tudi zavzela kot svoje in da bo to tudi njen program v prihodnem delu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Žveglič. Z nami je tudi evropski poslanec, gospod Franc Bogovič, ki je hkrati tudi član odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu. Verjamem, da nam zna veliko povedati. Izvolite. Lep dober dan, spoštovane živinorejke in živinorejci, tisti, ki ste prizadeti strani zveri, pozdrav sindikatu in čestitke za organizacijo današnjega še tako potrebnega shoda. Pozdrav tudi ministrici, pozdrav predsedniku odbora za kmetijstvo gospodu Brezniku, vsem predstavnikom političnih strank, ki tudi s tem podpirajo prizadevanja slovenskih kmetov. Slovenija je država, v kateri je preko 60% gozdov in prgišče te kmetijske zemlje, ki je teh 30% v večini predstavilo travinje. Na tem travinju se ne morejo pasti vegetarijanci, ki štrajkajo v trgovinah. Na teh travnikih lahko raste in živi govedo ali ovca. To je danes v Sloveniji nedvomno ogroženo strani zveri, kajti tisti, ki so se prizadevali za ohranitev medvedov, volkov, so bili tako dobri, da jih je v Sloveniji toliko kot v tolikokrat večji Švedski. Zato je nujno potrebno, da se naredi to, kar je bilo velikokrat v Evropskem parlamentu predstavljeno kot dobra slovenska praksa. To je, da stroka odredi ulov in da se umakne preveliko število zveri, ki se razmnožijo. In v Sloveniji je situacija nevzdržna, zato podpiram vsa ta prizadevanja, ki jih je sindikat kmetov zapisal, danes že tu izrekel, in da politika, ki mora v našem imenu tudi v Sloveniji odločati, naredi to odločno in da prisluhne vsem skupinam, ne samo tistim, ki so največkrat plačani tudi z javnim denarjem, pa se kaj malo vrtijo na podeželju, imajo pa v podeželju zelo veliko zapovedati. Pred nami je odločilno leto, ko se bo zapisalo tudi, kaj bomo podpirali v naslednji kmetijski politiki, se pravi v naslednjih 7 letih. Takšne shode rabimo zato, da se sliši glas tistih, ki Slovenijo danes delajo lepo, zeleno, takšno, v katero radi prihajajo ljudje, in da ne bo slišati samo tiste, ki vedo, kaj je potrebno narediti samo za zaščito zveri v tej državi. Mislim, da je šla zadeva preko roba, zato upam, da bo današnji shod uspešen, da bodo odgovorni reagirali, da ne bo potrebnih še ostrejših ukrepov, kajti prepričan sem, da smo kmetje, živinorejci odločeni iti tudi na ostrejše poti. Hvala za današnji dan in uspešno želim. Hvala, to so močne besede evropskega poslanca pri SLS Franca Bogoviča. Kot je napovedal, je z nami tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec. Vabim jo, da pristopi k mikrofonu. Torej, spoštovani kmetje, spoštovane kmetice, spoštovani vsi danes zbrani, za katere iskreno verjamem, da vas skrbi nadaljnji razvoj slovenskega podeželja in pa tudi skrb za pridelavo slovenske lokalne hrane.
Jaz verjamem, da mnogi med vami danes mene niste pričakovali na tem odru, vendar jaz sem tukaj resnično iskreno, kot resorna ministrica, ki si želi in prizadeva, da bo slovensko kmetijstvo spoštovano, da boste slovenski kmetje imeli takšne pogoje, da boste lahko pridelovali slovensko hrano in hkrati skrbeli za slovensko podeželje, brez tega, da vas pri tem ovirajo kakršnekoli moteče stvari. Jaz verjamem, da znate spoštovati in ceniti to mojo iskrenost in iskreno in srčno željo po mojih prizadevanjih, da vam pri tem, kolikor je v moji moči, v sklopu tudi Vlade Republike Slovenije in resnično pod iskrenim prizadevanjem tudi njenega predsednika, pri tem pomagam. In jaz bom zato naredila vse, kar je v moji moči, da rešimo tudi vprašanje, ki vas trenutno resnično močno pesti. Kot veste, je bil sprejet interventni zakon, za katerega ste mnenja, da ni bil prav zelo dober oziroma da so neke moteče stvari, za katere si tudi prizadevamo, da jih iz zakona umaknemo. V zadnjem tednu smo kot pomoč lovskim družinam poklicali tudi intervencijsko skupino, ki bo pomagala pri tem, da se čim prej vzpostavi takšno stanje v naravi, da ne bo povzročalo tiste škode, ki vas je v tem zadnjem času prizadevala. Še bolj kot to pa si bom prizadevala, da bomo vzpostavili v celoti takšen sistemski okvir, ki bo v nadalje, se pravi to področje upravljanja z zvermi, naredil na takšen način, da do tovrstnih situacij, kot se dogajajo v zadnjem letu, sploh več ne bo prihajalo. Slovensko krajino, se pravi, sestavlja 80% podeželskih območij in zgolj 20% urbanih naselij. Mi moramo znati spoštovati teh 80% podeželja in vam nuditi pri tem vso podporo, da na teh področjih vztrajate, kljub težkim pogojem, da kmetujete in da skrbite ne samo za našo prehrano, ampak tudi za to, da slovensko podeželje ostane ohranjeno in lepo, takšno kot danes je. Jaz vam pri tem resnično ponujam svojo roko, obljubljam svojo pomoč in prizadevanje in tudi moje spodbujanje in pa sodelovanje znotraj vladnih okvirjev, da do takšnega stanja pride. Jaz se za to zavezujem in zato bom naredila vse, kar je v moji moči. Hvala in želim vam uspešen današnji shod. Hvala. Najlepša hvala gospe ministrici za obljube, ki nam jih je dala. Z nami je tudi predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo, to je gospod Franc Breznik, ki ga vabim, da pristopi na govorniški oder. Spoštovani kmetje, kmetice, spoštovani, jaz bi rekel temu, spoštovana obrambna vojska slovenskega podeželja, spoštovana ministrica, spoštovani sindikat kmetov Slovenije, spoštovana poslanska kolegica Dimičeva, kolega Bogovič, spoštovani ostali funkcionarji kmetov, kot predsednik odbora za kmetijstvo sem se pripeljal 200 kilometrov, da vam dam podporo in da se zavedate, da odbor za kmetijstvo v Državnem zboru deluje v prid slovenskemu kmetu. To je moje prvo sporočilo. Tam nismo, da sedimo, tam smo, da rešujemo realne probleme Slovenije in slovenskega kmetijstva. Rad bi vam sporočil tudi naslednjo zadevo. V tej Sloveniji pod levimi vladami nismo in so reševali vedno probleme, ki jih ni, ukvarjali se s problemi, ki jih ni in niso reševali problemov, ki nastajajo. In problem zveri so problemi, ki so nastajali skot daljše obdobje vseh teh vlad. Naslednjo sporočilo, ki sledi je, da pod zadnjima dvema vladama torej se ukvarjajo s problemi in želijo regulirati stvari, ki so nenaravne. Želijo regulirati vašo družino, želijo regulirati vaš spol, želijo regulirati in indoktrinirati šolski sistem, pravosodni sistem, želijo regulirati ne nazadnje vaše poslovne odnose, vašo podjetniško pobudo, želijo indoktrinirati in ne nazadnje regulirati nenavadno tudi vašo smrt, ko se pogovarjajo o tem, da se življenje umetno prekine.
Torej, smo pred ljudmi, ki odločajo o vaši usodi, ki nimajo niti legitimitete, da vodijo vlado, in ti ljudje se ukvarjajo torej s problemi, ki jih ni, in ne rešujejo problemov, ki so. Žalostno je in paradoks današnjega dneva tukaj, da ti ljudje zagovarjajo, da se odstrani žična ograda na slovenskih mejah pri vdoru ilegalnih migrantov, obenem pa vam ponujajo žične ograde znotraj Slovenije, da se Slovenija razdeli. In da v svojih utopičnih idejah, govorim še enkrat, utopičnih in pravličnih idejah, delajo za slovenskega podeželja predvsem živalske vrtove. Slovensko podeželje ni živalski vrt, slovensko podeželje ste ljudje, ki ohranjate slovenstvo, tisto najbolj avtentično v njegovem bistvu, tisto, zaradi katerega je Slovenija nastala kot država, zaradi česa smo Slovenci postali kot narod in zaradi česa imamo Slovenci še vedno kvalitetno in zdravo slovensko hrano. In vaše delo mora biti pridelava slovenske hrane, ne da se ukvarjate z zvermi in ne da se ukvarjate z slovensko birokracijo. Da bom kratek in bom zaključil. Torej, obrnite se na nas, v najkrajšem času po teh poslanskih počitnicah po poslovniku bomo sklical odbor za kmetijstvo, za ministrico, s katero smo do zdaj vedno korektno sodelovala in želim, da ji damo podporo, ker je kot osamljena ptica v tej vladi. Da pregledamo vse sistemske ukrepe, kot pravijo nekateri člani vlade, predvsem da pogledamo tudi interventni zakon, ki mislim, da ima kar nekaj, lahko bi rekel, pravnih praznin, in da v tem trenutku pa pozivam ARSO, predvsem Agencijo Republike Slovenije, da nemudoma izda odločbe in da rešujemo takojšnje probleme z zvermi, ki napadajo številne slovensko rejno živino in slovenske kmetije. Da nekako zaključim z mislijo, ki je danes dal tukaj župan Velikih Lašč. Nekoč je bila pravljica, ki jo vsi poznate, o rdeči kapici in volku. Ampak simbolika te rdeče kapice je bila, da volk nikoli ni pojedel ne zelene kapice, ne črne, ne modro-rumene, ampak je pojedel, že vedel po vsej verjetnosti zakaj, rdečo. Vse dobro in vse dobro vam želim in Bog živi slovensko podeželje, Bog živi slovenskega kmeta in Bog živi Slovenijo. Hvala, gospod Breznik, tudi vam. Malo smo se še nasmejali zraven. Z nami je tudi državni svetnik Slovenske ljudske stranke in podpredsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice, gospod Branko Tomažič. Prijazno vabljeni, da se mi pridružite. Moji podeželani, spoštovani kmetje, sotrpini, marsikdo bi imel vile v rokah, kot jih je imel Matej Gubec, levkup Boga gmajna. Z nami se norčujejo, z nami delajo, kar hočejo in to ni prav. Ta mesec je bil protest v Pirenejih zaradi volkov. Pred nekaj tedni v Pirenejih povsod se otepajo zverino, ki ni in ne more sobivati s človekom. Mi, ko hodimo v gozd, spoštujemo volka. Volk mora spoštovati nas, ko hodi v naše pašnike in ne sme. In to je bilo pravilo od nekdaj in tega so nekako naši sodobni ekoteroristi popolnoma izničili. Zadnjih 10 let se borim, da bi bilo vzdržnost divjadi, posebno zveri na našem podeželju nekako uravnoveseno. Vendar so nas ekoteroristi stalno govorili, ko smo podpisali Bernsko konvencijo, da bomo spoštovali naravno biosfero in da bomo tudi spoštovali vse rastlinske vrste, da mi ne moremo upravljati z zvermi, ker to odloča Bruselj. Ni res. To so nas zavajali. To so uslužbenci Ministrstva za okolje in prostor,
ki zavajajo ministra, zavajajo vlado in zavajajo slovensko javnost. Mi lahko sami upravljamo svojimi zvermi. In takrat je stroka, ponavljam stroka, predpisala, da lahko v Sloveniji živi 400 do 600 medvedov. Zakaj jih je danes 1600? Kdo je to dopustil? To so krivi na Ministrstvu za okolje in prostor, ker ne delajo svojega dela. Takrat so podpisali, da lahko v Sloveniji je največ 2 tropa volkov. Danes jih imamo preko 100. Zakaj so se te številke tako zvrstile naprej? Zato, ker nimamo modrih vladarjev, ker nimamo modrih ljudi, ki bi delali pošteno in odgovorno za dobrobit slovenskega človeka, za slovensko podeželje. Stalno nam govorijo, kaj ne smemo in kaj moramo in kako se moramo Bruslu klanjati. Ni res. Poštovani kmetje, če hočete, da bomo mi spoštovani, moramo najprej spoštovati sami sebe. Da pridemo na tak zbor, da se borimo za svoje pravice. Ne samo zveri, problem je mleko, nizke cene, problem je meso, problem je o nelegalnemu dotoku vina v Slovenijo. Vsot je problem. Bodimo solidarnosti en z drugim. In zato, ker sem v teh, bi rekel, raznih komisijah in v državnem svetu, ker sem zahteval par izrednih sej, pa izredne seje na komisiji za upravljanje divjadi, ne moreš birokratu prepričati, da temu ni tako in da je treba drugače gospodariti. Zato sem kazensko ovadil ministra za MOP, gospoda Zajca, in posredno njegovega šefa, predsednika vlade, gospoda Šarca, da se stvari premaknejo in morajo se premakniti. Slovenija ne more biti zverinjak in čestitam sindikatu, da je organiziral ta protest in vsem, ki ste prišli. In bodimo bolj spoštovani do samih sebe, bodimo spoštovani, da se vključimo v vse organizacije, ki varujejo kmetijstvo, da kandidiramo ali v občini, ali za poslanca in da gremo tudi na volitve in podpremo svoje ljudi. Glejte, če se sami ne bomo borili, drugi ne bodo nič dali, samo še jemali nam bodo. Pa lep dan želim! Hvala lepa tudi gospodu Tomažiču. Z nami je gospod Florjan Peternelj iz Ilirske Bistrice, ki se ga verjetno spomnite, ko je pred časom, letos, nekaj mesecev nazaj, po mnogih opozorilih in mnogih prošnjah, da je treba nekaj storiti, pred Ministrstvo za okolje in prostor pripeljal pokazati, kako zgleda nek pokol. Očitno to ni pomagalo, zato smo danes tukaj. Vabljeni, gospod Peternelj, da se mi pridružite. Pozdravljeni kmetje, kmetice, vsi zbrani, ki podpirate kmeta in slovensko podeželje. Res je, nekaj časa nazaj smo se zbrali in smo peljali kadavre pred Ministrstvo za okolje in prostor. Vendar tiskrat smo mi upali, da ti ljudje v tisti stavbi nam odkrito govorijo in da bodo nekaj naredili za slovenskega kmeta oziroma za podeželje in tiste, ki živimo v tem podeželju. Vendar, nažalost, nas vedno že ne peljejo čez vodo. Jaz ne vem, zakaj je treba toliko truda vložiti kmetje v to, da si izborimo svojo pravico, tisto, kar bi moglo biti že po vsi čisti kmečki logiki samoumevno. Glejte, tega danes tukaj ne bi treba. Če bi gospod minister Zajc enkrat sedel z nami in se odkrito pogovoril, kaj je narobe v temu zakonu oziroma s zvermi. Vendar vsakokrat na kratko in jedrnato nas pošlje skozi vrata. Obljube so take in drugačne, ampak na kraju, ko pride zadeva na papir, je to daleč od resnice. Glejte, na Ilirsko-Bistriškem se borimo s zvermi ne od včeraj, ne od lani, ampak že dobrih 20 let. Tiskrat je bilo manj pokolov, tiskrat je bilo manj nestrpja, ampak danes kmetje so obupali, drobnica na Ilirsko-Bistriškem, Pivškem in Postojnskem
je mogoče še 15 do 20% staleža ostalo se je poničilo. Kmetje se lahko preštejemo in to je tisto, kar mene boli. Vprašanje je, kaj bo na slovenskem podeželju čez 10 let, 20 let. Kdo bo kultiviral našo Slovenijo? Bojo prišli naravovarstveniki iz Bruslja, z Ljubljane, s stolpnic? Pozabimo. Uničijo, da slovenskega kmeta uničijo. Uničili ga bojo in delajo na tem, da nas bojo počasi spravili s kmečke zemlje. Glejte, zborili smo si interventni zakon, vendar kaj so naredili? Zapisali so nam, da bomo lahko odstrelili v Sloveniji 10 volkov. Kaj pomeni 10 volkov? Nič. Danes jaz bi spošteval ta interventni zakon, če bi napisali, glejte, v Sloveniji je 120 volkov, odstrelite jih 50. S 10 volkovi ne bomo naredili nič. In še povrh tega so napisali tako, da se mora zopet ponavljati škoda na pašnikih, kamor je bila že celo leto škoda, mora priti do ponovne škode, da lahko tega volka odstrelimo in uplenimo. To ni tisto, kar smo mi zahtevali. Skratka, lovci nimajo odprtih rok za odstrel volka, kot ga imajo za medveda. V Sloveniji mogoče bojo zdaj dali samo enega volka za odstrel, kar se tiče gor na Cerkljanskem. Kje je pa vse ostala Slovenija? Na Ilirsko-Bistriškem smo imeli ogromnih pokolov od marca meseca naprej do sedaj, na Pivškem tudi zdaj, ampak odločbe za odstrel volka, tudi lovske družine, ga niso dobile. To pomeni, da tukaj ozadje ni čisto. V ozadju so zgodbe, ki ščitijo razne naravovarstvenike, organizacije, ki želijo volka bolj zaščititi kot kmeta. In s kmetov se po domače povedano delajo si skupaj norca. Jaz mislim, da kmetje nismo rekli še te zadnje. Tiskrat smo šli v Ljubljano, zdaj smo tukaj v Velikih Laščah. Res, da imamo veliko dela, nas čaka lepo vreme, delo doma in na kmetiji, ampak vzeli smo si čas in še se ga bomo vzeli. Mi gremo naprej, dokler ne bomo se s tem pospravili. Hvala lepa. Malo prekinjamo tele govore. Vabim vas, da greste čez prehod za pešce in v znak protesta in z željo, da se bodo naše zahteve izpolnile, zapremo prehod za pešce in v znak protesta pokažem, kako močni smo v tem. Prosim.